Beletrina v živo. Lepo pozdravljeni. Danes bomo ob novem naslovu Ahac, knjiga o Pirjevcu, govorili o zelo karizmatični osebnosti slovenske komparativistike. Zanimive tančice z njegovega življenja in dela bo odstrla soavtorica knjige, igralka Alenka Pirjevec, hči Dušana Pirjevca. Dober dan. Dober dan. Torej, odkot ideja za knjigo? Izhaja ob 100. obletnici Pirjevčevega rojstva. Knjigo sta pa poleg vas pripravila še pesnik in profesor komparativistike Boris A. Novak in zgodovinar Peter Vodopivec. V bistvu ideja ni bila moja, ampak na nekih srečanjih sem spoznala Mitjo Čandra. In potem pač se predstavlja, je on ugotovil, da sem pač jaz hči njegovega profesorja, ne. No, in ker se je dejansko približevalo to leto, se pravi 21, in je to 100-letnica rojstva mojega očeta, je on v bistvu imel to idejo, da bi pri njegovi založbi izšla knjiga o Dušanu Pirjevcu. Dušan Pirjevec je bil redni profesor oddelka za primerjalno književnost Ljubljanske filozofske fakultete, bil je literarni zgodovinar in teoretik, po vojni je študiral slavistiko in primerjalno književnost, tam predaval in imel ogromen vpliv tako na mlade kot na somišljenike. Umrl je leta 1977, jaz sem se rodila po njegovi smrti, ampak ko sem sama začela študirati komparativistiko, recimo se spomnim, da je bil ta Pirjevčev duh še zmeraj v zraku, desetletja kasneje. Kako nekako ste vi doživljali to njegovo močno osebnost? Ja, po eni strani, dokler sem bila otrok, pa je tudi on bil veliko zaseden, tako da je pač tudi normalno potekalo, da je bila mama, stara mama, on, tako da je bilo to čisto v redu. Zapletati se je pa seveda začelo, ko sem jaz iz otroka začela postajati ženska, mlada ženska, in takrat je pa on smatral, da mora me kontrolirati, da mora paziti, da se mi kaj ne zgodi, ne? Kar se lahko mladi ženski zgodi, tudi še tinejdžerki, ne? Tako da mi ni bilo lepo, ne? Tako da sem se morala, tudi mi ni dovolil, da bi nadaljevala, recimo, da sem hodila k Živi Krajgeri, ker ona je bila začetnica oziroma nadaljevalka sodobnega plesa. Takrat sodobni ples je bil še stigmatiziran, ker je bil samo balet in je oče tudi tako mislil, balet in nič drugega, ne. Tako da mi ni dovolil, ker je rekel, to je v bistvu diletantizem in tako. Potem jaz sem hotela, potem sem računala, da bom šla na likovno akademijo, ker je v šoli, dokler smo še imeli risanje, je profesor bil zelo navdušen nad mojimi risbami. No, se je ena tudi šla v knjigi. In skratka, ampak spet ni, jaz sem ga prosila, naj mi najde enega slikarja, kjer mu bom jaz hodila, da bom lahko šla na sprejemni izpit, pa se mu ni ljubil, pa tako naprej. Da ne govorim o tem, da ko sem imela ta prvega fanta in sem pač to, oziroma je on odkril, naj jo je zalotil, ko sva se poljubljala, je seveda bilo reakcija njegova zelo, zelo grozna in je zahteval, da ga pustim, ne, in zgodilo se je to, da seveda jaz ga nisem pustila, ne, ampak kaj je, prisilil me je oče, da sem se jaz začela lagati, ne. In da ko sem šla v kino, oziroma sva šla s fantom v kino, ne, sem šla k mami, sem rekla, grem v kino, ona rekla, pojdi očeta vprašati, ne. In sem ga šla vprašati in je rekel, greš sama, sem rekla sama. Res sama, res sama. Zdaj pa on in vsi, cela družina smo ateisti, ne, je rekel, a mi lahko tako en oko ven pade? Sem rekla, lahko. In seveda je rekel, no, pa pejt. No, in ker mu oko ni ven padel, ne, no, in potem seveda za vogalom me je fant čakal in tako. Skratka, tukaj se je začel, da je on hotel imeti res zelo, zelo veliko kontrolo nad mano, v bistvu je bil, če z današnjega vidika rečemo, malo zastarel starš, ne, da ni bil, recimo, sodoben, čeprav tepel me pa nikoli ni, ne, tudi kot otroka, ne.
Tako da, ko sem bila majhna, jaz sem bila zelo naporen otrok, sigurno trmasta in tako naprej, nisem preveč ubogala in vse to, in če se mu izdel, da bi morala ubogati in da me je kaznoval, si je zmislil zelo dobro idejo imel, da mi je igrače pobral in jih skril, dokler nisem spet bila pridna, da mi jih je vrnil. Ampak potem v najstniških letih ste se uspešno uprli in odrasli. Absolutno sem se uprla, ampak je bilo kar naporno in zato sem tudi, no in potem najprej sem hotela iti na AGRFT, pa spet mi ni dovolil, in potem sem začela študirati arhitekturo, tam nisem mogla biti, predvsem nas je tam bilo 150, jaz pa kot edinka to je bilo zame preveč ljudi okrog mene, predvsem so pa tisti, ki so hoteli biti v prvih vrstah, to je ta grozna predavalnica na arhitekturi, so že ob 6 prišli zjutraj, da so bili stable, jaz sem pa ta zadnji moment preletela. Vas ni zanimalo in potem ste študirali na akademiji za igralsko umetnost? Potem je pa spet, sem jaz povedala, da ne bom nadaljevala, pa fizika je bila tam statika, edina stvar, ki me je zanimala, je bilo prostoročno risanje, in je tudi profesor bil zelo zadovoljen z mano. No, in potem sem rekla, ne vem kaj, jaz nisem vedela, kaj naj zdaj študiram, pa sem pa vseeno rekla, ja, mogoče bi pa vseeno pri tebi študirala, pri očetu. Bi rekel, ja, ampak dobro, naj bo, ampak boš zdaj takoj začela. Ja, in sem začela hoditi na predavanja, seveda ne samo na njegova, ampak tudi na drugih predavateljev in seveda po eni strani sem zadovoljna zaradi tega, ker sem videla, kaj je dejansko dober profesor. Pa ne govorim to zaradi tega, ker je bil moj oče, ampak zaradi tega, ker sem potem doživela druge profesorje, ki niti eden mu ni, tako rekoč, skoraj mu ni segel, ne vem. Skratka, tako da sem to in zato tudi sem videla, kakšen res je bil profesor, koliko je bil res karizmatičen in kako so njegova predavanja res bila enkratna. No, ampak ta čas sem jaz tudi pol začela po svoje živeti, tako da potem, jaz sem rekla, jaz grem zdaj na AGRFT. Tudi če bi ne vem kolikrat rekel, da ne, bi jaz šla in gotovo. No, tako da, ampak pol je videl, da me mora pustiti. No, in potem sem bila. Je pa bilo potem zelo naporno to, ker je bil tako znan, da vsakega novega človeka, ki sem jaz poznala, pa ne je bil mlad ali starejši, ker sem jaz svoj priimek povedala, a si ti, ali ste vi hči Dušana Pirjevca. No in potem nekako je prišlo do tega, da sem se odločila, da grem pa malo iz Ljubljane ven in sem šla v Beograd. Ste odšli v Beograd, tam končali igralsko akademijo in nekaj let celo uspešno tam igrali, potem pa prišli v Ljubljano in se zaposlili v Lutkovnem ljubljanskem gledališču. Greva k knjigi. Knjiga je sestavljena iz ljubezenskih pisem, ki sta si jih med Drugo svetovno vojno pošiljala vaša mama Marjeta Pirjevec in oče Dušan. Oba sta bila v partizanih. Dodan je še zapis iz zapora iz leta 1948. Dušan Pirjevec je bil pol leta zaprt. 7 mesecev. Aha, 7 mesecev. 7 mesecev je bil zaprt. Tukaj pa tudi dnevnik in spominjanja, ki ga je Pirjevec pisal med letoma 1974 in 1976, skratka ob vašem zapisu, ki je dodan ob tekstu Vodopivca in ob tekstu Borisa A. Novaka. Morda izjemno zanimivo je to, so ta pisma med vašo mamo in vašim očetom, izjemno intimno delujejo in prvič so objavljena. Kako ste se za to odločili? Jaz sploh nisem tudi ne vedela, pa ne vem, kako že nekaj sem brskala, ker so bile v mamini zapuščini, sem jih odkrila in sem nekaj brskala, ali sem kakšne fotografije iskala, ne vem več. V glavnem naletela sem na ta pok oziroma kuverto, ki so bila noter in je to mama imela spravljen. In skratka, in sem jaz to začela brati in res me je prav pretresalo, kaj ti namreč, mi zdaj moramo vedeti, ker to je bilo že leta 45, januarja, februarja oziroma do konca, do osvoboditve. Mama je pač imela nesrečo, da je noga zmrznjena in so ji potem prste... Povejmo samo, pisma so
izjemno osebna, čustvena, polna ljubezni. Skratka, vaša mama je bila že noseča z vami in ob nekem partizanskem umiku je noga zmrznila. Celo v štabu takrat so mislili, da ji bodo morali nogo odrezati. K sreči se to ni zgodilo, so ji odrezali samo prste, ampak je celo to amputacijo brez narkoze prestala. Injekcijo je imela, injekcijo je dobila. Izjemno pogumna ženska, hrabra. Ni imela druge, no in je potem seveda se selila iz bunkerja v bunker, ker ni mogla hoditi in tako. Oče je pa seveda bil aktiven na terenu in potem sta si dopisovala. In je tudi zanimivo, kako so kakšen, ta pa je bilo malo zalepljen, pa tako ta pisma. Ne, jaz sem to doživela prvič res ta velika ljubezen, ker sta bila pa že poročena. Onedva sta se, ne vem, mislim, da 10. septembra 1944 poročila, Bebler jih je poročil, pa še 2 para, tako da so bili 3 pari. Skratka, ampak jaz sem to tako, istočasno je pa seveda to povezano z našo borbo proti sovražniku in seveda tudi zmago partije, kako bo to je prav združena, mislim, prav neverjeten, kako ni to samo ljubezen, ampak je to ljubezen na bazi tega skupne borbe, pa skupne ideje, ker sta pač oba dva takrat bila, mislim, zaprisežena komunista, seveda, kaj pa drugega, in je tudi, oba dva sta bila v partiji, oče je bil že prej, mama malo kasneje. Skratka, in to je bilo povezano in je to, mislim, jaz sem bila prav ginjena in sem nekaj nič to pa in sem potem jaz prepisala v računalniku, sem nekaj tole pa siguren je za objavo, sem nekaj, sej bojo odločili, če se jim zdi, da ne, pa pač ne. No, ampak očitno so se strinjali, da je in to bo objavljeno, Tako da je dejansko neverjetno in konec koncev, da doživiš to prvo veliko ljubezen svojih staršev, da dobiš črno na belem, kar je pa tudi seveda doživetje. Ravno to omenjate, vaša mama piše vašemu očetu s Koroške, piši mi dolgo pismo, mi piši, in to, kar ste vi omenjali, to povezano z narodno-osvobodilnim bojem in to osebno ljubezensko izkušnjo, pravi on, najna ljubezen je postskriptum najnega življenja. Če je najino življenje posvečeno tej veliki borbi, potem je najina ljubezen čudovit PS, se pravi postskriptum. A vi ste takrat ta pisma, ko ste jih našli, skratka nedavno, domnevam, prvič prebrali? Ja, prvič, nikoli, jaz niti nisem vedela, Evo, se zdaj mi spet mi solze grejo na oči, ker je res, ko ste to prebrali, skratka, tako da je res nekaj neverjetnega, tako da sem bila in sem pač rekla, okej, če bojo sprejeli, bojo, če pa ne, ampak so, tako da bo to objavljeno, pa da upam, da bojo tudi drugi nekako videli, da je to nekaj posebenega, oziroma nekaj lepega, bi rekla. Odkot pa ta njegov vzdevek Ahac? To pa jaz niti dobro ne vem, ker on je najprej imel vzdevek Lojze Brodar. Še od začetka, potem pa, to pa ne vem, kako je prišlo do tega, da je potem postal Ahac. Ne vem, ne bi vam to vedela povedati. Se pravi, v knjigi najdemo tudi zapis iz zapora. Omenili ste, kar 7 mesecev je bil leta 1948 Dušan Pirjevec zaprt in vi vaš tekst nekako začenjate s tem prvim spominom in to se dogaja ravno v zaporu. Morda to vaše doživljanje, ko pogledate nazaj, kako se tega spominjate? To je v bistvu... Imeli ste 3 leta? 3 leta pa pol. Jaz sem rojena julija, mi dve z mamo sva pa šle, verjetno, ne vem, ali je bilo konc leta 48 ali je bilo začetku leta 49, ko se je tudi preselil, prej je bil nekje drugje, potem so ga pa prav tle na sodnijo, tle na Miklošičevo, je bil tle v zaporu. No, in to je moj prvi spomin, da se ga spomnim, je, da sva... Sploh prvi spomin nanj? Nanj. In tudi na mamo, bom rekla, da tudi na mamo, ker prej, kar se je dogajalo, se niti ne spominjam več,
V glavnem šli sva z mamo v to sodnijo, današnjo sodišče na Miklošičevi. To je seveda, jaz sem bila čisto majhna, 3 leta pa pol, to je bila ogromna stavba, pa to stopnišče in sva šli pač po stopnišču po stopnicah v prvo nadstropje in potem je bila zelo hiter, tako pravzaprav čisto nasproti so bila vrata odprta. In tam, to je bila pa taka manjša soba, ni bila globoka, je bila miza, potem je bila, na vsaki strani mize je bil en miličnik in na drugi strani mize je bil pa moj oče, ne. In jaz seveda, imela sem pa tudi v roki, ne vem, mama mi je dala, zdaj verjetno je bil nagel, saj drugega takrat se ni dalo dobiti. In sem seveda takoj stekla k njemu, da ga bom objela ali kakorkoli in da mu bom to rožo dala. In seveda miličnika sta me zablokirala, ustavila, tako da sta mi tudi vzela ta nagelj, no, in jaz sam to vem, da sem se pol začela jokati in to blazen, tako prav drla sem se. Potem se pa nič več ne spominjam. V bistvu, glede na to, da je imel med vojno in nekaj let po njej zelo pomembne vojaške in politične funkcije, je bil leta 1948 zaprt. Kakšna je zgodba? Kaj je bil ta povod? V bistvu pravite, da je v bistvu povod en vic. Ja, tako je. Jaz se spominjam potem, moj oče pravzaprav o partizanih skoraj nič ni govoril, ne, kaj je bilo, ampak prav neverjetno pa je, da je enkrat, ne vem, ko smo pač imeli njegove prijatelje, skratka znance, ne vem točno, kdo vse je bil, ali so ga tudi vprašali, kaj je bilo to, ampak mene so tudi zelo malo, tako moram reči, zelo malo so me s sabo vodili starša oba, tudi v gledališče sem zelo malo začela hoditi in tako naprej, tako da sem tudi v družbi, kadar smo imeli obiske, sem bila do določene ure zraven, pol pa če se je zavlekel, sem pač morala iti spat, ampak oni so, no in skratka, no in se spominjam, no in to tudi pišem v teh svojih spominih, da je pripovedoval, da je to bil že čas, ko je on začel že študirati, ko se je odločil, da bo študiral komparativistiko in je bil, v glavnem učil se je pri svoji mami v Tacnu, vsake toliko časa je pa prišel, to je bila še takrat vas, to je bila Ljubljana, se je rekel v Ljubljano, je pa prišel, takrat je pa seveda malo, kako danes rečemo temu, žuriral, in predvsem z Vitomilom Zupanom sta bila. Kar je rad počel, on je bil človek akcije in življenja in dionizičnega. Absolutno. Tako da, no in z Vitomilom sta pač že popila toliko in toliko, potem sta prišla k nam domov in ker je pa takrat moja mama bila pa direktor slovenskega Tanjuga, je imela telefon, takrat niso imeli vsi telefona, Skratka, smo imeli telefon doma, pa tudi služkinjo smo imeli, ker ona ni mogla kuhati, se je bila cele dneve na Tanjugu. No, in je pač poklical Vladota Kozaka, to je bil brat od Ferdota Kozaka, ki je takrat bil v vladi in je rekel pač, poslušaj Vlado, Radio Ljubljana, zdaj ali Beograd, to zdaj ne vem, javlja, da je Tito odstopil. Mislim, da je tudi še rekel, da je že vojska sovjetska že zelo blizu ali kakorkoli, ampak predvsem je bilo to važno, da je rekel, da je Tito odstopil. No, in potem je spustil slušalko, pa še smejal se je, zraven, tako da je mislil, da bo mu jasno, da ni to res, No, in je potem sta še naprej žurirala in naslednji dan je moj oče šel spet nazaj v Tacen k svoji mami, s tramvajem, in ko je vstopil v tramvaj, še to, prej, Vlado Kozak je šel k svojemu bratu, da bi ga vprašal, ali je to res, da je Tito odstopil in tako naprej, potem se je izkazalo, ko so vprašali Borisa Krajgerja, a je odstopil ali ni, Boris Krajger ni rekel ne, samo vprašal, od kod jim ta grozna novica, in so seveda se je izkazali, da je to pač rekel Ahac, takrat so mu vsi rekli Ahac, še ker je partizansko ime.
imel in je, skratka, Boris Krajger je rekel, ja, hvala, spustil slušalko in potem stvari so se naprej razpletale. Skratka, in naslednji dan, ko je šel oče spet nazaj v Tacen, s tramvajem, je v zagledu v tramvaju pač dva udbovca, vsak je bil pri enih vratih, ker samo dvoje vrat je bilo, no in se z njimi so se poznali, s partizanov in je pač malo se z enim pogovarjal, malo z drugim. In ga nista takrat, ne? Ne, nič, takrat je vse še bilo tako, malo tako in so prišli v Šentvit, takrat je bila zadnja postaja pri cerkvi šentviški in so šli dol s tramvaja, zdravo in vsak je šel po svoje. No, pa ko je pa oče prišel do klanca, ki gre dol proti Tacnu, sta se spet pojavila ta dva udbovca, vsak na eni strani in on je tle v pasu začutil nekaj trdga, kar je pomenilo, da je to pištola, kar pomeni, da je bil areteran. In potem so ga pač areterali in je šel v zapor. In mislim, da nekaj časa, kolikor mi je mama povedala, sploh ni vedela, kje je, kaj je, no šele pol počasi je čez nekaj časa zvedela, kje je. V teh zapisih celo lahko preberemo, da nekako misli celo na neko smrtno obsodbo. Ja, je tudi na to, ker je bilo, mislim, ker to zlasti zdaj, ko sem prebrala, zdaj, bilo je pa to, moramo vedeti, takrat res, kaj je bilo najhujš, 48. No in zdaj, odkar sem prebrala res to knjigo, zgodovino Golega otoka, je, mislim, tudi na to je vedel, da je to ostro, da je seveda naredil zelo hudo napako in da, pa tudi glede na to, ko so ga spraševali, zakaj je to naredil, pa tako naprej, na te zaslišanja, ki je imel, tako da je najbrž tudi, mislim, kar se je vedel, če si ti čist si šel v drugo smer, si bil v nevarnosti, takrat je pač bilo, zlasti dokler je bilo pod vplivom stalinizma in Stalina in vse to. To ni tako enostavno, zdaj, ko sem vse te stvari prebrala, da ni bilo, da je bilo tisto, kar je bilo na zunaj, je bilo veliko lepše, kar je bilo noter. Ampak potem so ga nekako rehabilitirali, lahko je celo predaval na univerzi. Prej ste omenjali to njegovo družabno življenje, to druženje. Kako se pa vi tega spominjate, če ste že kot otrok mogoče lahko prisostvovali do določene ure? Kakšni so mogoče spomini na ta druženja, teoretiziranja ob omizju? No, to je sigurno bilo, mislim, kadarkoli smo pri nas imeli goste, kot rečeno, kot sem že rekla, sem tudi jaz bila zraven in tudi seveda tam sem videla, da je bil duhovit, da je seveda so ga vsi poslušali, ker je bil res, mislim, je znal nekatere stvari razložiti. No. In tudi res je, tudi takrat, ko smo bili pa cela družina v Parizu, ko je on, po tistem, ko je on že doktoriral in je tudi dobil slovensko štipendijo, mama je dobila francosko štipendijo, ker je bila romanistka in sta mene sabo vzela, jaz sem bila takrat v drugi gimnaziji, potem sem morala čez en semester seveda izpite delati in takrat je on začel študirati seveda druge filozofije, od Sartra dalje in tako naprej. No, in zaradi tega sem tudi jaz v bistvu eksistencialist, ker on je cele dneve sta bila mama, oba sta bila pač v Bibliothèque Nationale in mama se je pa že pripravljala pa na svoj doktorat. Se pravi, ni več samo marksističnih filozofov, čeprav je takrat v tistem obdobju prevajal Plehanova, recimo, Ja, seveda. Potem pa se je, pravite, z eksistencializmom precej ukvarjal tudi strukturalisti, ampak na koncu pa se je zelo usmeril k Heideggeru, k fenomenologom. Skratka, in vse to mu je pa v bistvu oblast oziroma tisti, ki so ga do takrat ščitili, ki so ga v bistvu spet vzeli k sebi, po tem, ko je diplomiral in so ga spet v partijo vzeli. Tako da je potem leta 1964 zaradi perspektiv, je pa seveda, ker je bil solidaren s perspektivami, jih je pa prehitel. Sklicali so sestanek oziroma celice partijske na filozofski fakulteti, on je pa samo prišel pa jim je vrnil knjižico, tako da niso mogli nič
nad njim se izživljati. No in od takrat naprej pa je tudi res bilo, je pač bil disident, kot se temu reče. No, še zlasti, ker mislim, da tega nisem napisala, ker takrat je bilo res zelo hudo, ker ko so Perspektive ukinili, so zaprli Tomaža Šalamuna in Rastka Močnika, ki sta bila urednika te številke Perspektiv. In Tomaž Šalamun zaradi 2 verzov, ne. En verz je bil Hodil po zemlji sem naši in dobil čir na želodcu, ta drugi je bil pa Slovenci kremeniti prehlajeni predmet zgodovine, ne. No in skratka, in takrat ampak Šalamuna so zelo hitro po enem tednu spustili, ker so študentje oziroma mladina so pripravljali demonstracije, ker bi zahtevali, da ga spustijo, ne, in to si pa niso upali privoščiti, tako da je Šalamun kar kmalu prišel, no, ampak in potem je bilo še, to sem tudi jaz bila, v jesen je bilo v menzi, v jedilnici, no, pravzaprav jedilnici študentskega naselja, je bilo eno srečanje, kjer so govorili od stanovnika, od Vide Tomšič, stanovnika, do Tarasa Krmavnerja, do mojega očeta, skratka, vsi so govorili, ampak takrat je Vida Tomšič rekla, partizanskega zaupanja je konec. In od takrat naprej dejansko je bil moj oče disident. Ne. In pravite, da so ga nekako tudi iz filozofske fakultete nekako se že pripravljali, da ga bodo umaknili, ampak on je zelo hitro umrl. Ja, to je bilo, to pa tudi mislim, da v tem tudi piše, mislim, da je tudi, ne, da Boris A. Novak o tem piše, ker je tudi raziskoval, ne. In so ga, mislim, to je tudi oblast seveda hotela, ne, da bi ga nekam malo en inštitut ali kakor, da bi šel, da ne bi več bil v stiku s študenti, ker je pač to ni bilo ne v redu, no, ampak on je res... Ker je bil zelo vplivan, ne? Seveda je. In je to potem že nevarno. To je vedno, mislim, tudi to, vsi tisti, ki so recimo, ko so prišli v prvi letnik komparative, to se jim je vse zavrtelo, ne, vse tisto, kar so se do zdaj učili, so rekli, ne, to nima veze, ne, to je to, kar pa zdaj slišim, ne, to so res radikalne, tudi življenjske spremembe, da ne govorim tudi profesionalne, ne, glede na to, kaj je literatura in tako naprej, ne. Jasno, Dušan Pirjevec je imel tako močan vpliv na mlade in somišljenike, da je postal celo lik v literaturi. Pa omenimo nekaj avtorjev, ki so nekako njega vpletli v svoja dela. To so bili Matej Bor, recimo Milan Dekleva, Mate Dolenc. Lojze Kovačič ga je upodobil v 5 fragmentih. Nedavno smo spet dobili ponatis tega njegovega dela. Pa tudi Lojze Kovačič ga je postavil tudi v roman Prišleki. No, pa potem seveda Niko Grafenauer, dobro, Nedeljka Pirjevec kasneje s kratkim spominskim romanom Zaznamovana. Zanima me pa ta zgodba z Jožetom Javorškom. Jože Javoršek ga je postavil v več del, v knjigo Nevarna razmerja, pa tudi v spominski roman Spomini na Slovence, ki je šel v letu Javorškove smrti. In ta knjiga vas, skratka, to Javorškovo pisanje vas je zelo zmotilo in znašli ste se na sodišču. O tem tudi pišete, kakšna je zgodba? To je pa bilo zelo grozen, ne. Jaz seveda, mislim, ne glede na to, kakor sem pač povedala, da sem se morala upreti svojemu očetu in zaživeti svoje lastno življenje, seveda ga nisem sovražila, ne, niti slučajno, ne. In seveda, ko je ta knjiga izšla, mislim, to je bilo grozen, ne. To je dejansko moja reakcija, je bila res grozna, tako da sem jaz rekla, nič, to ni res, ne, ker do takrat jaz nisem nič tega in tudi mama mi nikoli ni nič grdega o njem povedala, ne glede na to, da je takrat že sta bila ločena, ne.
Tako da... Vaša mama je mimo grede do njegove smrti uporabljala priimek Pirjevec. Ne, ona je, ko sta se ločila, je prevzela nazaj svoj dekliški priimek Vasič, tako da ni, ne, ona je pol tudi, kar je še pisala. To sem nekje prebrala. Ja, je pod imenom Vasič, ne, je prevzela svoj dekliški priimek, tako da je tudi, mislim, tudi ker ona mi nikoli nič ni tacga povedala, ne, grdga, recimo, da bi to bilo. Ona je povedala, da je pa ne smemo pa pozabiti, da je konec koncev on med prvimi, ki je spomeničarji, ne, on je dobil spomenico leta 1943. In njegova spomenica ima številko, to je za celotno Jugoslavijo 1222, kar pomeni, to so bili prvi spomeničari, kar pomeni, da oni, ki so bili nadrejeni, da so ga spoštovali, da so vedeli, da je v redu in tako naprej. Tudi če je kdaj mogoče kakšen kiks naredil, ne? Ampak v glavnem tle je pa to bilo v bistvu naročeno, ampak to sem jaz šele pol kasneje ugotovila. Res pa je, mene je to blazno prizadelo in sem rekla, to ni res, jaz bom tožila. Ne? In tudi moram priznati, da me je mama absolutno podpirala v tem, ne? Ni niti slučajno rekla, ne, ni treba, ampak me je podpirala, tako da sem jaz potem tudi najdla, mi je tudi svetovala, na koga naj se obrnem, da bo prišel pričati, da to, kar Javoršek piše, ni res. Gre za knjigo Nevarna razmerja. Šla so leta 1978. Ne, prej. Ja, 78, ja, to se pravi, mečkan več kot eno leto po njegovi smrti. To se pravi, da tisti trenutek, ki je on umrl, so že začeli razmišljati, kako ga bojo diskreditirali, kako ga bojo, mislim, gor v oblast, ne. Tako da je dejansko to. Jaz sem pač dobila Bebler absolutno, da bo pričal proti temu, Ratko Polič, to je oče od Raca, potem je bil tudi ta Sokol, ki je potem imel tudi v intervju v Novi reviji, tudi pa ga je Peter Vodopivc tudi o tem vprašal, pa je rekel, ne, to so ta poboj teh ciganov, ki je bilo, ker moj oče takrat sploh ni bil več v Beli krajini, ampak skratka tako naprej. Tako da, no in potem sem tudi šla k nekomu, ne bom povedala imena, ker pač poznam sina njegovega, nekdo, ki je bil kar dosti visok, celo mama mi je rekla, pa iti k temu, saj ga je Dušan v partijo sprejel. No, tako, skratka, in sem šla tja k njemu, če bi pričal, ne, in je pač zelo bilo tako, govoril, pa da je bilo vse sorte, pa tako naprej, pa vse to, no, ampak en stavek, ki je pa zelo pomemben, na podlagi česar jaz potem lahko vse sklepam, je pač rekel, mi njemu zamerimo, ker je zaradi nekaterih napak šel na drugo ladjo, v drugo in je zapustil, kar pomeni, ne, je pustil to, kar je partija, ampak je šel drugam, ne. In tle je dejansko to je bil razlog, da so potem, ne, po njem, skratka, in da so naročili. Zakaj pravim, da so naročili? Ker je pa čez, mislim, nekaj časa po tistem, ene pol leta po tistem, ko sem pač izgubila tožbo, ko sem dobila... Izgubili ste tožbo? Ja, seveda tožbo sem izgubila. In ste vedeli, da boste? Ja, mislim, mama mi je rekla, ne bod idealist, ne, tako naprej, in je res, ne, tako da je bilo vse to, ne glede na to, da sem jaz pol kar padla v hudo depresijo, ker sem par dni po tistem, ker sem se pol še pritožila, ne, tudi, ampak je seveda tudi to izbilo in tako fertik. Skratka, je pa potem po par mesecev potem sem dobila obvestilo, da naj se oglasim na CK-ju, se pravi Centralnem komiteju partije, da mi bojo ene dokumente dali, da me čakajo. No in so me čakali 2 avtobiografiji očetovi. Oni so včasih morali pisati samokritične avtobiografije. To mi je potem Žavcer, tak je bil pa na Koroškem tudi, ki je tudi napisal, ne, da ni res in tako naprej. In sta pa 2. Ena je blaga in je tudi mi ta Žavcer razložil, zakaj sta 2. Ta druga je pa zelo huda, samokritična.
ker je rekel siguren, ni bil zadost samokritičen, pa je moral še enkrat, ker so različni datumi, najprej ta, potem pa kasneje pa ta druga avtobiografija. In nekateri citati, nekateri odlomki jih je uporabil Jože Javoršek. Noter so točno ni navedel od kod so, s tem, da je enkrat niti ni pod narekovajem, ampak je pač kukar, da je to naredil. Ne? Oče je pa pač sebe ukrivil, da tudi takrat ni dobro funkcioniral, ker je bila kapitulacija Italije, pa ne vem kaj, skratka. On je pol iskal, kje bo on samega sebe kritiziral, zato da bo partija zadovoljna. Ne? Tako da je, in je, zato pravim, da je bilo naročen, ker vsak ne dobi tistega iz CK-ja, ne? Ni dobil, takrat se še ni dobil, ne? Ker smo bili še pač država, kakršna smo bili v 70-ih letih. Ne? No in Javoršek je potem to nekako domnevate bral in je potem v tej knjigi Nevarna razmerja med drugim omenjal, da je Pirjevec med vojno počel neke strašne in hude stvari. Tisto, kar je pa v drugi knjigi, tisto pa tudi brala, tisto je pa grozen, ker si je zmišljal eno, kako so tam pekel, ene pa tako naprej, ne. To je pa res izmišljotina, ne. Sam Javoršek ga tudi ni maral, ne, ampak razumem, da ga ni maral, ker tudi moj oče ni maral, ker je bil krščanski socialist, spada pa med tiste krščanske socialiste, kar jih je kar nekaj, ki so v določenem trenutku zapustili Kocbeka, ne, in so šli v partijo. Ne. To ni edini, saj jih je kar nekaj, pa ne bom naštevala. Sicer pa glede na te tekste, ki jih dobivamo v branje, je prvič objavljena samo ta medvojna korespondenca, ta lepa ljubezenska pisma med vašo mamo in očetom. Spomnim se recimo, Dušan Pirjevec piše Marjeti, svoji soprogi, skratka, pošilja jih hrano, organizira gradnjo enega ginekološkega bunkerja na daljavo, pošilja ji ljudi, da ji bodo pomagali, ne, skratka, precej pretresljivo branje in novo so seveda ti vaši spomini pesnika in komparativista Borisa A. Novaka in zgodovinarja Petra Vodopivca, tako da gledalke in gledalce vabimo k branju knjige Ahac, knjiga o Pirjevcu. Beletrina v živo.